Jaz se bom probala držati, bi rekla, te ure do 9:55, če pa bom predolga, pa mi boš pomahala, ne, Sonja? Tako bi prosila, no, če kakšno vprašanje vmes ali pa komentar, prosim, lahko intervenirate kar vmes, ker imam precej raje, bi rekla, tako interaktivno predavanje oziroma pogovor, čeprav vem, da je preko ekrana to mnogo težje kot v živo. Torej, kot je bilo že povedano, bo tema, o kateri bom danes govorila, pomen kulturnih kompetenc, nestrokovnih delavcev na vseh ravneh izobraževanja. Samo to premaknem, da ne bo motilo. Pravzaprav to so bila izhodišča, ki so mi bila postavljena s strani organizatorjev, oziroma prosili so me, če naslovim naslednje 3 točke. Torej, kakšna je vloga in pomen kulturnih oziroma medkulturnih kompetenc strokovnih delavcev na vseh nivojih izobraževanja, torej od vrtca dalje pa do fakultete, kaj pravzaprav so kulturne oziroma medkulturne kompetence in ali je dovolj, da ima oseba neke določene osebnostne lastnosti, kot so srčnost, človečnost, empatija, nek tak, bi rekla, naraven, če lahko temu tako rečemo, seveda v narekovajih, občutek za sočloveka. Ali pač ne, in so torej vendarle potrebna neka specifična znanja, ki jih mora človek osvojiti, da lahko, bi rekla, ustrezno dela, obravnava in svetuje otrokom, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. Zdaj, sama vedno rada na začetku izpostavim, sem sociologinja in moj pristop, moje razmišljanje je sociološko, kar pomeni, da se nekoliko razlikuje mogoče od pedagoškega pristopa, psihološkega pristopa in mislim, da nas ravno to lahko nekako obogati in nam prikaže to kompleksno, celovito sliko. Torej, vedno vplete preka malce širše družbene refleksije, hkrati pa tudi preka malce kritičnega pristopa, ker sem pristašica, bi rekla, pristopa, v katerem moramo vedno kritično prepraševati sebe, svoj položaj, svojo pozicijo, svoje razmišljanje, zato da lahko naredimo korak naprej. Torej, odgovor seveda ni enostaven. Kulturne kompetence, še posebej vseh nas in vseh vas, ki ste danes tukaj z mano, se nam seveda zdijo nekaj že skorajda zlajnanega, samoumevnega, seveda vemo, kaj so medkulturne ali pa kulturne kompetence, o tem se učijo, bi rekla, bodoči pedagogi, o tem je mnogo govora na takšnih seminarjih in srečanjih, kot je ta in tako naprej. Vendar, zakaj menim, da odgovor vendarle ni tako enostaven? Zato, ker se moramo, po mojem mnenju, na tej točki vprašati, kaj je namen, cilj teh, bi rekla, kompetenc, kaj je naš dolgoročni namen, kaj želimo doseči, čemu naj služijo, v imenu koga, ne, jih v bistvu izobražujemo, pač naše strokovnjake z različnih področij, kaj naj bi oni dosegli. In tukaj par naštetih točk, seveda mi lahko rečemo medkulturne kompetence, imeti medkulturne kompetence je zaželeno, ker to omogoča neko uspešnejšo integracijo oziroma inkluzijo otrok, mladih v slovensko družbo ali pa pač katerokoli družbo, ki jo imamo v obravnavi. Pomaga vzpostaviti neko vključujoče okolje za vse, na splošno boljše počutje, ne, pomeni nenazadnje lahko vodijo k boljšemu razumevanju otrok in mladih, ki prihajajo iz drugih okolij, s ciljem doseganja, bolj bi rekla, instrumentalnih ciljev, v smislu, lažje bomo vzgajali, lažje bomo, ne vem, izobraževali, če bomo imeli določene kulturne kompetence in torej je to tisti cilj, h kateremu stremimo, torej predajanje znanja, ne pa, ne vem, vzpostavljanje vključujočega okolja ali pa boljšega počutja. Ali vsemu naštetemu. Torej, ni vseeno, kakšen je pristop posameznega učitelja, posamezne šole ali, bi rekla, države kot take. Tudi ni vseeno, na koga se osredotočamo, ko govorimo o kulturnih kompetencah. Ali imamo mi v mislih tistega priseljenega otroka oziroma mladega človeka, ali, bi rekla, se ukvarjamo s kulturnimi kompetencami, njihovim razvojem, z njihovim, bi rekla, poučevanjem, z mislijo na širšo družbo oziroma šolski sistem. Ali mislimo sočasno na oboje oziroma vse tri, torej makro, mezo in mikro. Prav tako ni vseeno, ko govorimo o kulturnih kompetencah, ali imamo v mislih priseljenega otroka oziroma mladostnika ali lokalne otroke, ali vse vpletene. Potem, kot sem že omenila, kaj je torej prioriteten interes na ravni države, lokalne skupnosti, ne vem, posamezne šole, učitelja in tako dalje. Moramo se zavedati, da so možna neskladja na tej točki in dejansko smo priča številnim neskladjem. Že na ravni države, če mi gledamo, ne vem, Ministrstvo za izobraževanje,
bi rekla, znanost in šport in tako dalje, ima, bi rekla, nek pristop, če gremo na Ministrstvo za notranje zadeve, potem povsem drug pristop in pogled na, bi rekla, migracije, na integracijo, na medkulturno sobivanje in tako dalje. Zato tudi, ko govorimo o medkulturnih kompetencah, pravzaprav težko govorimo enoznačno in, bi rekla, enoplastno. To, o čemer bomo danes govorili, bom dala malo večji poudarek na, rekla, prav ta izobraževalno-šolski sistem. Želim pa, da razumemo, bi rekla, kompliciranost, kompleksnost tega, o čemer govorimo. Verjamem, da marsikdo od vas pozna, bi rekla, te osnove, vendar jih moram za voljo pač tisti, ki morda niso tako seznanjeni, tudi na začetku omeniti, torej kaj so medkulturne kompetence oziroma kulturne kompetence. Izhajam iz priročnika za razvijanje kulturnih kompetenc, ki se mi zdi zelo luštno zastavljen. Gre za priročnik, ki je bil oblikovan za zdravstvene delavce, ampak bi rekla, ponuja ene take dobre splošne iztočnice, ki pridejo prav, bi rekla, na vseh področjih, tudi ko govorimo o izobraževanju, pa tudi drugih področjih, delovno okolje in tako naprej. Torej, kulturne kompetence. Zakaj tukaj gre? Gre za neka določena znanja, določene veščine, ki naj bi izboljšale razumevanje medkulturnih razlik, naj bi omogočili neko večjo občutljivost, senzibilnost, hkrati pa tudi naj bi vodile v sprejemanje oziroma spoštovanje drugih kultur, drugih vir, drugih jezikov in posledično ustreznejše odzivanje. Kar je druga zadeva, ki je izjemno ključna, ko govorimo o kulturnih kompetencah, kulturne kompetence naj bi vodile k zmanjševanju strahu, predsodkov in stereotipov o ljudeh drugih kultur, drugih vir in tako naprej. Jaz tukaj zelo rada, bi rekla, izpostavim sebe v smislu, da prepogosto srečam ljudi, ki zase menijo, da niso nosilci, bi rekla, kulturnih predsodkov in stereotipov. Sama, kot rečeno, kot sem že omenila, menim, da smo vsi mi nevede in nehote tako nosilci določene stopnje kulturnih predsodkov in stereotipov in tudi tisti, ki to perpetuiramo, ki to, bi rekla, nevede in nehote oživljamo vsakič znova. In zato se mi zdi prav, da se tega zavedamo, vsakič znova to ozavestimo in vsakič znova probamo stopiti iz te pozicije. Poglejte, Evropa je nastala kot Evropa nacionalnih držav. Mi ne znamo oziroma imamo izjemno težavo misliti onkraj. To pomeni, mi sami sebe identificiramo kot sem Slovenc, sem Hrvat, sem Makedonec, sem, ne vem, Francoz, sem Italijan in tako naprej. In kar je, bi rekla, posmeh usode je, da je bilo vloženega veliko časa in truda in energije oblastnikov, da so v 19. stoletju prepričali ljudi, da so se začeli tako identificirati. Ker kot vemo, pred tem so se identificirali povsem drugače, torej bolj po nekem, rekla, ekonomsko-družbenem stanu, torej, in ko smo mi v teh dveh stoletjih dobrih uspeli to tako ponotranjiti, je zdaj zelo težko misliti onkraj. Zato smo, ker smo pač, bi rekla, ker imamo te nacionalne, etnične identitete, smo avtomatično tudi nosilci etničnih predsodkov. In prav je, da o tem govorimo, da te stvari osvetljujemo in vsakič znova gremo preko. Kakršnokoli zanikanje ali pa pač misel na to, ne, da smo takšni, kot smo, dobri in zagotovo dobro misleči in zato je dobro stanje, kakršne je na dolgi rok uničujoče. In seveda kulturne kompetence, ne, v našem okviru, o katerem govorimo, naj bi seveda omogočili kvalitetnejše sodelovanje z otroki, ampak na splošno z ljudmi različnih kultur in tako dalje, naj bi seveda omogočil kvalitetnejšo vzgojo, izobraževanje in tako naprej. Ker tudi to, kaj nekomu pomeni vzgoja, kaj pomeni nekomu izobraževanje, kaj nekomu pomeni hoditi v šolo in kakšna so pričakovanja do učiteljev, se radikalno razlikuje od kulture do kulture. Lahko so zelo velika pričakovanja, raznolika pričakovanja od tega, kako naj učitelj nastopa, pristopi, kako naj se obnaša, kaj naj zahteva, kaj mu je dovoljeno, kaj mu ni dovoljeno. Ne. To je tudi tisto, ko opažamo preko raziskav, se včasih, bi rekla, učitelji ne znajdejo najbolje v komunikaciji s starši, ker enostavno ne uvidijo te dimenzije medkulturnih razlik. Zdaj, katere so temeljne zmote, ko je govor o kulturnih kompetencah, ki so vse splošno prisotne in za katere je prav, da se vsakič znova v bistvu pri njih ustavimo.
Torej, najpogostejša zmota je obrnjeno tisto, torej kaj so kulturne kompetence, veščine in znanja, ne. Zmota, ki tukaj pogosto nastopi, je prav to, da je kultura v celoti zreducirana, ne, torej na neko tehnično veščino, med kulturne kompetence, torej zreducirana tehnično veščino, ki se jo da dokaj hitro in enostavno osvojiti s primernimi, ne vem, izobraževanji in tako naprej. Žal, stvari niso tako enostavne. Druga stvar je, da je kultura preveč enoznačno v bistvu dojeta kot sinonim za etičnost, kar vodi posledično v to, da se kulturne kompetence zoža na neko serijo receptov, priporočil, kaj početi, kaj ne početi, oziroma kako razumeti osebo neke določene etnične skupnosti. In seveda tukaj smo, samo korak stran od teh, neprijetnih, včasih celo nevarnih etničnih stereotipov, pa tudi predsodkov, kot ne vem, v zdravstvu recimo prevladuje, ko delate intervjuje z zdravstvenimi delavci, Bošnjaki težko prenašajo bolečino, ali ne vem, Albanci jedole halal hrano, muslimanke skrivajo svoje telo, v šolstvu zelo pogosto tudi izjava albanske mame nočejo govoriti slovensko in podobno. In kaj se tukaj dogaja? V bistvu celotna etnična skupnost se opisuje kot notranje homogena z zelo poenostavljenim načinom razmišljanja, ne, in enostavno prepoznanimi značilnostmi, ki so pa pogosto tudi neprimerne ali negativne. In zdaj, kaj se zgodi? Da tako razumljene in posredovane medkulturne kompetence pravzaprav, krepijo in še perpetuirajo, ne, predstavo o nekih statičnih kulturah in pa iluzijo o predvidljivem kulturnem obnašanju, ki jo pripisujemo vsem pripadnikom določene kulture. Namesto, da bi v bistvu pomagale nekulturne kompetence rušiti stereotipe, prečiti kulture, prečiti meje in odpirati obzorja in odpirati, naš način razmišljanja za drugačnost. Takšne stereotipne predstave o drugih, ki jih gojimo že vnaprej, še preden osebo spoznamo in jo v bistvu kategoriziramo zgolj na podlagi njene ali njegove, kulturne, religiozne pripadnosti in tako dalje, pa lahko deluje tudi kot samouresničujoča se prerokba. Torej, danes smo priča v Evropi izrazitemu porastu islamofobije. To pomeni, da že avtomatično, ko vidimo osebo, ki je nosilka vidnih znakov, pripadnosti svoji veri, si že vnaprej, torej vstopamo v stik s to osebo, vstopamo z nekimi vnaprejšnjimi stereotipnimi predstavami, do žensk, ki so pokrite, do moških, ki imajo, ne vem, brado in čepico in imajo neko podobo, kot si jo mi zamislimo, jo imajo skrajni islamski radikalisti, ne. In to potem dejansko psihologi večkrat opozarjajo, začne delovati kot samouresničujoča se prerokba, še posebej pri mladih iskalcih svojega mesta pod soncem identitete in med najbolj ranljivimi mladimi, ki zlahka potem zapadejo v ta vidik, ki ga želim zdaj izpostaviti, so prav mladi v obdobju pubertete in srednje šole. Zdaj, če naslovim to za uvodno vprašanje, torej kaj je pomembno, torej osebne lastnosti kot empatija, odprtost, potem kulturne kompetence, neka vrsta veščin in znanj, morda širše družboslovno znanje, v katerega vključujem, tako poznavanje nekih, obstoječih politik, geostrateških, situacij, tudi zgodovine in tako dalje, morda kontinuirano doizobraževanje. Jaz bi rekla, da je pomembno vse, z velikim poudarkom na temu, da zgolj osebnostne lastnosti niso dovolj, ker želim zrušiti ta mit, ki zelo pogosto prevladuje. Zakaj? Zato, ker mi imamo lahko izjemno srčne in dobronamerne, bi rekla, vzgojitelje in učitelje, ki pa nevede in nehote škodijo in perpetuirajo medetične predsodke. Na enem izmed predavanj sem že izpostavila primer, ko smo gledali, bi rekla, tak način delovanja, ki je lahko zelo, bi rekla, dobronameren, vendar v bistvu neprimeren. Dala sem namenoma primer iz drugega šolskega okolja, iz Danske, ga bom tudi tukaj navedla, ko je recimo učiteljica pri predmetu
v katerem so naslavljali, ne vem, demokratične vrednote danske družbe in v katerem so želeli, bi rekla, nasloviti enakost med vsemi učenci, torej ne glede na to, odkud prihajajo in tako dalje, so potem govorili, ne vem, Danska ima izjemno nizko oziroma ničelno stopnjo do kakršnega koli telesnega, pa tudi verbalnega nasilja, ko je potem učiteljica, ne vem, hodila v krogu in spraševala enega, drugega in tretjega, bi rekla, učenca, ko je prišla do učenca iz arabskega kontinenta, avtomatično nekako pa pri vas, ne, v bistvu poteka to fizično kaznovanje, ker je v bistvu že vstopila v to komunikacijo z osebo, ne, s predpostavko, da v njihovi kulturi to obstaja in je resnično dobronamerno želela to nasloviti, ampak seveda povsem zgrešila. Torej, morajo biti prisotne kulturne kompetence, mora biti prisotno in zaživljeno širše družboslovno znanje in pa kontinuirano doizobraževanje. Če pa seveda umanjkajo primerne osebnostne lastnosti, ki jih je pravzaprav najtežje nekako privzgojiti, ker to bi mogel iti skozi prav tak hud trening, če že tega ni pridobil v času primarne in sekundarne socializacije, torej če umanjka ta prva točka, pa seveda, kaj se dogaja? Izvajamo neke, veščine, neke znanja, smo zelo načitani in drdramo, torej neke naučene zadeve, vendar lahko to počnemo zelo avtomatizirano in po protokolu. In seveda vprašanje je, če to zadostuje. Tako da rekla bi, dobro je, če se prepletajo vse 4 točke in predvsem kontinuirano doizobraževanje. To pomeni, če tudi ste prijeli tekom izobraževalnega sistema določena znanja, tudi če se recimo udeležujemo določenih seminarjev tekom našega zaposlitve in dela na vzgojno-izobraževalnih institucijah, je vendarle dobro od časa do časa oditi na kakšno novo delavnico, na kakšno novo konferenco, na kakšno novo srečanje. To bi pravzaprav moglo biti sistemsko obvezujoče, kar se mene tiče, in to pomeni za vse, ne zgolj za tiste, ki se vsakič znova eni in isti javljajo, ker imajo pač že tako in tako neko afiniteto tega vprašanja. Zato, ker stvari se spreminjajo, ne. To, kot sem prej omenila, recimo, ne vem, pojav islamofobije je nov pojav, ki ima, bi rekla, eno celo logiko delovanja od zadaj, kaj se dogaja, kako se dogaja, predvsem kako vpliva na otroke, ki prihajajo iz okolij, kjer je muslimanstvo prevladujoča religija. In seveda tukaj bi bilo dobro nasloviti, bi rekla, to vprašanje. Ok, naslednja tema. Torej, pomen kulturnih kompetenc strokovnih delavcev iz vidika neke širše družbene perspektive. Tega sem se malček dotaknila že včeraj pri okrogli mizi, ampak se mi zdi fajn, da mogoče zdaj to tako malo bolj razširim, ker imam več časa in prostora. Torej, ko govorimo o kulturnih kompetencah, kulturne kompetence razvijati, jih ne razvijati, kako jih razvijati, tukaj pravzaprav to je vse skupaj del ene širše ideje uspešnega vključevanja priseljenih otrok, mladostnikov, pa seveda tudi odraslih v družbo prihoda in pa akomodacije neke medkulturne različnosti. Vemo, da lahko prihajajo, bi rekla, ljudje iz zelo oddaljenih in kulturno zelo različnih okolij. Slovenija, bi rekla, ni še na tej točki, ko bi recimo na eni sami šoli lahko imeli, ne vem, tudi po 150 različnih jezikov, ki prihajajo iz različnih delov sveta, ampak marsikatera šola v Evropi se pa s tem že sooča. In torej te kulturne kompetence, zakaj pravzaprav misliti, želeti, bi rekla, medkulturne kompetence, ustrezne medkulturne kompetence, ki vodijo v uspešno, karkoli že to pomeni, to bi lahko celo serijo, bi rekla, diskusij na to temo, prilagoditve, integracije, inkluzije, vključevanja. Torej, zakaj sploh spodbujati uspešno vključevanje? Zakaj bi se sploh s tem ukvarjali, če tako zelo banaliziram to vprašanje? Zato, ker je dolgoročni cilj, kot ga je zastavila Evropska unija in nekako tukaj sledimo tudi države članice, čeprav ene bolj s srcem, ene z manj z srca in z manj zavedanja, kako zelo je to resnično pomembno. Dolgoročni cilj je, ker se je Evropa odločila, da želimo biti demokratična, vključujoča, varna in kohezivna družba. In jaz sem osebno globoko prepričana, da mora biti k temu zavezana tudi Slovenija. Zakaj? Zato, ker uspešna v bistvu integracija ima številne prednosti, tako za posameznike, vse posameznike, kot za družbo in kot celoto. Če gledamo recimo za priseljene otroke, pa seveda tudi za odrasle, ampak tukaj se osredotočamo na otroke, uspešna integracija omogoča, da izkoristijo dejansko vse svoje potenciale. In to zagotavlja njihovo dolgoročno vključenost, družbeno, ekonomsko in politično življenje in pa participacijo.
Zdaj, lokalna skupnost tudi, ne, zakaj je dobra uspešna integracija priseljenih otrok? Ker v bistvu tudi to za lokalno skupnost pomeni, da razvija neko stopnjo strpnosti, sprejemanja, spoštovanja različnosti, ker ne gre samo za spoštovanje različnosti v odnosu drugih kultur. Za nas je dobro, da razvijamo stopnjo sprejemanja in spoštovanja različnosti tudi drugih oblik, bi rekla, različnosti. To je bilo izpostavljeno že včeraj, ne. Ko govorimo o razlikah v ekonomskem položaju, ko govorimo, ne vem, o razlikah, ne vem, različnih ljudi s posebnimi potrebami ali pa spolne usmerjenosti in tako dalje, ne, da krepimo torej neko sposobnost premagovanja strahov, predsodkov in stereotipov do vseh oblik drugačnosti in drugih. Zakaj? Zato, ker prav bi rekla, taka sprejemajoča, raznolika in vključujoča družba je družba, v kateri se vsi počutimo dobro, se počutimo varno, sprejeto in dejansko to je kraj, v katerem je za vse nas, bi rekla, prijetno živeti. Sama si vedno postavim vprašanje, ko poslušam, bi rekla, te radikalne populiste in nacionaliste, ki širijo nestrpnost, sovražnost, bi rekla, etično čistost in tako dalje, kako bi se oni sami počutili živeti, če bi se dejansko realizirala taka družba, h kateri oni kličejo, ne? In prepričana sem, da taka družba ne bi bila dober in prijeten dom za nikogar od nas. Zdaj, res je, da pač nekako končni cilj uspešne integracije je, da vodi k uspešnemu sobivanju kulturne in etnične raznolikosti, kot rečeno, stabilni in kohezivni družbi. In vse študije, ki sem jih do zdaj uspela, bi rekla, uvideti in pogledati, dejansko izpostavljajo pomen zgodnje integracije v predšolskem in šolskem obdobju, ne, kot tista, ki ključno prispeva k izgradnji vključujoče enakopravne družbe, predvsem pa, da prepreči bodočo socialno izključenost, ki vodi v revščino, izkoriščanje in ekstremizme. In včeraj sem malček izpostavila ta primer Francije, ne, zdaj lahko malček bolj obrazložim, zakaj gre. Gre za to, da francoska družba desetletja ne omogoča enakopravnega izobraževalnega sistema za tiste, ki so prišli, bi rekla, iz nekdanjih kolonij Francije, istočasno s tem, ko ne omogoča, bi rekla, vključevanja v družbo in primernega izobraževanja preko vrtcev, preko šol in tako dalje in vodi vzporedni sistem namestitev, to pomeni čisto prostorsko segregacijo imajo in socialno segregacijo, podobno že skoraj kot v Nemčiji, ko govorimo o getih. Do česa vse to vodi? To vodi do tega, da se ti v bistvu otroci, ki so rojeni v nekih etničnih skupnostih, v bistvu perpetuira v bistvu etično pripadnost, ki se navezuje na nizki ekonomski status, na brezposelnost, ki vodi dolgoročno v revščino, ki vodi seveda v izkoriščanje in vodi v kaj? V kritično nezadovoljstvo, vodi v to, da se mladi Alžirci in Maročani in tako dalje počutijo kot nepripadnike družbe, v kateri so rojeni in v kateri so rojeni njihovi starši, in to seveda vodi v ekstremizme. In vodi v družbo, ki krši otrokove človekove pravice, v družbo, ki spodbuja ali pa vsaj ne preprečuje socialno neenakost, v družbo, ki je izključujoča, ki segregira, getoizira in posledično vodi v medetične konflikte, ne. In dejansko nihče od nas, kot rečeno, v taki družbi ne bi želel živeti. Zdaj pa mogoče tako rekla provokativno, pa tudi ne vprašanje, ne, ali imamo kot družba in posamezniki sploh alternativo ali pa možnost misliti in delovati drugače kot na poti k družbi, ki bo vključevala, ki bo torej gojila politiko uspešne integracije, uspešne inkluzije, ali je možno misliti drugače? Dajmo se sami sebe vprašati, pa iti v drugo smer. Zdaj, če prisluhnemo obstoječemu, ne, bi rekla, populističnemu, nacionalističnemu, skrajno desničarskemu, kakorkoli ga želimo poimenovati, diskurzu pri določenih slovenskih strankah, pri določenih evropskih strankah, pri določenih voditeljih, ne bi rekla, evropskih držav, ja, ne, vidijo torej rešitev v zaprtju meja, omejitev migracij, torej reševanju migrantskega vprašanja na drugačen način, torej zaprimo nacionalne države, omogočimo, da tej
ljudi, ki prihajajo, ostanejo drugod, zaščitimo naše vrednote in naš način življenja. Večkrat ste v zadnjih letih verjetno slišali preko poročil in pa političnih diskusij, our way of life, pravi torej nekdanji ameriški predsednik, tudi Orban, madžarski predsednik, zelo rad uporablja zaščita evropskih vrednot, tudi naš predsednik torej parlamenta se nagiba k temu diskurzu in obljublja ta pristop, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji in tako dalje. Osebno ocenjujem, da je takšno videnje in tak pristop ne samo dvoličen, ampak dejansko povsem nerealen. Zakaj? Zato, ker obstoječi ekonomski sistem, ki ga zagovarjamo čisto vsi, to je ta neoliberalni kapitalizem, potrebuje priseljence, potrebuje poceni delovno silo, potrebuje globalizacijo, potrebuje globalne migracije. Pa ne samo ta globalni, bi rekla, neoliberalizem, neoliberalni kapitalizem. Če se vrnemo v čas Jugoslavije in spet obujamo, bi reklo, naše otroštvo, z avtobusi smo Slovenci uvažali delovno silo iz območja Bosne in Hercegovine od drugod, jo vozili v moj domači kraj, zato da smo zaposlovali delavce v Luki, v Tomosu, v Cimusu, v Lami in torej vseh tistih tovarnah, ki je potrebovala delovno silo. Podobno je danes oziroma se stvari še zaostrujejo. Kontradiktorno, absurdno in predvsem dvolično pa je to, da mi vabimo delovno silo, jih potrebujemo, podobno tudi Nemčija, se vemo, gastarbajterska politika in uvoz turških delavcev in pa Jugoslovanov v 70 letih je počela podobno, pa hkrati ne prepoznavamo, bi rekla, njihove vrednosti, hkrati, ko jih nujno potrebujemo za obstoj naše ekonomije in našega načina življenja, in pa hkrati, bi rekla, nekako zanikamo primeren ali pa vsaj enak položaj v naši družbi. Zakaj tudi nerealno misli drugače? Če pogledamo tisti, ki spremljate mogoče politiko, obstoječe geostrateške politike povzročajo migracije. Migracije so posledica naše kolonialne in imperialistične preteklosti. Naše, ne mislim toliko slovenske, kolikor evropske, smo pa posredno vpleteni v to. Ko smo mi članica NATO in torej nekih, bi rekla, združenj, ki povzročajo vojne konflikte po svetu, ki povzročajo posledično migracije v edini varni kraj, in to je recimo Evropa v tistem trenutku, seveda smo vpleteni v to zgodbo. Tako da mislim, da nimamo nobene druge možnosti. Če gledamo tudi, različne, bi rekla, teorije, napovedi, v katere smeri lahko gre naša evropska družba v bodoče, vidimo, da pravzaprav ni nikakršne realne možnosti, da bi Evropo spet vrnili v Evropo, zaprtih nacionalnih držav. Zdaj pa, kaj pa, če se vendarle odrečemo politikam vključevanja, integracije in v tem okviru nekim kulturnim kompetencam, ki naj bi jih razvijali, pa zgradimo zidove, pa zgradimo trdnjavo, tako kot smo se nekoč branili pred Turki, razne manjše, bi rekla, mesta z mestnimi obzidi, je realna prihodnost konfliktna družba, družba razkola, nacionalizma, ksenofobije, rasizma, socialne izolacije in prostorske getoizacije, torej družbe, v kateri si najbrž nihče od nas ne bi želel živeti in celo tisti, ki propagirajo, bi rekla, ta pristop. Mogoče samo za konec te misli, moramo se zavedati, da ljudi, ki so zelo pogosto sami veliki branitelji etnične čistosti, kulturne čistosti, nevključujočosti in tako dalje, mnogokrat to počnejo zaradi nabiranja političnih točk, mnogokrat to počnejo zaradi čisto konkretnih, pragmatičnih, politično-ekonomskih koristi in pravzaprav jih te stvari sploh toliko ne zanimajo. Integracija in medkulturne kompetence. Torej povezava, sem gledala malček na uro, da ne bom predolga. Torej, integracija je danes dojeta na ravni zakonodaje Evropske unije, ki naj bi se nekako potem odražala tudi v slovenski zakonodaji, mišljena kot dvosmeren proces. To pomeni proces, ki neizpodbitno mora vplivati in preoblikovati ne zgolj priseljence, ampak tudi lokalno skupnost. Na nekih točkah opazimo že, bi rekla, omenjanje integracije kot trosmernega procesa, ki mora vključevati, bi rekla, tudi
državo izvora. Torej, da ne moremo misliti, delovati in snovati integracijo brez tega, da se torej naslonimo na državo izvora, njihovo zakonodajo, njihovo, bi rekla, politike in tako dalje. Zdaj, žal, kot sem omenila, ker smo mi Evropa nacionalnih držav, nacionalizem prežema vse pore evropskega družbenega življenja in zato se mu težko izognemo. Zato imamo tudi težavo misliti in povsem živeti multikulturnost, interkulturnost, čeprav smo ji lahko s srcem zavezani in jo želimo, torej živeti. Zato je še vedno prepogosto tudi v našem šolskem sistemu prisotno prepričanje, da se morajo zgolj otroci, mladi prilagoditi našemu lokalnemu okolju, naši kulturi in prevzeti našo kulturo in naše navade. Čeprav vem, da imamo mi vsi na neki točki ozaveščeno, da gre za dvosmerni proces, da se moramo tudi mi vsi, tudi lokalni otroci, lokalna skupnost prilagoditi, je vendarle bistveno večja teža dana na otroka. Težko bi mislila drugače, glede na dano situacijo in dan kurikulum in dan oziroma obstoječ sistem. Torej, priseljenci naj bi se skladno s takim pristopom stopili v neko namišljeno evropsko identiteto, postali pravi Evropejci ali pa pravi Slovenci, ampak kaj je tipičen ali pravi Evropejci? Zdaj, če pogledamo, ne vem, nekoga iz Španije ali pa Norvežana, mislim, kaj je zdaj tukaj tako zelo tipičnega ali pa podobnega, ali pa kaj je tipična slovenska kultura. Glejte, jaz kot Primorka imam izjemno težavo in to večkrat poudarim, misliti in živeti tipično slovensko. Zakaj? Ker to, kar mi hoče moja država, nacionalna država predati kot slovenstvo, jaz mojega slovenstva ne čutim in ne živim na ta način. To pomeni, ta slovenska narodna noša, jaz je ne doživljam kot moje slovenske narodne noše, ker ta slovenska narodna noša, ki naj bi bila naša vseslovenska, je narodna noša ostega, osrednjega dela Slovenije. Prav tako prehrana, to ni moja slovenska prehrana. Moja slovenska prehrana je slovenska prehrana obalnega pasu, ki je nekoliko drugačna, z veliko interference, bi rekla, italijanske kulinarike in tako naprej. Kar pa ne pomeni, da sem manj Slovenka. Moj govor, moj jezik je povsem različen od prekmurskega in povsem različen od gorenjskega, kar ne pomeni, da sem jaz manj Slovenka. Torej, v kakšno Slovenko ali pa Slovence naj bi se torej prelevil, prilagodil ali integriral nekdo, ki pride iz kjerkoli. Torej, moramo malo, bi rekla, kritično reflektirati. Torej, da nekako zdaj že malo proti koncu, kaj vse vpliva na uspešno integracijo? Dobro, jaz bi samo to pokazala in ko se bo to kazalo in bodo to lahko tudi brali, sem odprta tudi za vprašanja. Tukaj bi izpostavila mogoče te napake, ki jih opažamo in ki zelo hitro ponazorijo, kako mi narobe razumemo, tudi ko govorimo o kulturnih kompetencah, samo kulturo. Sem pa, kot rečeno, pripravljena za vprašanja, to pa lahko v bistvu slušatelji sami berijo. In eno vprašanje že imamo, in sicer gospa Bronka Štravs sprašuje, kako bi zagovarjali potrebo po medkulturnih kompetencah med strokovnimi delavci na zavodih, VIZ zavodih, kjer pravijo, da nimajo priseljenih otrok učencev. Ja, jaz bi rekla tako. Preden bi šla na, bi rekla, učenje medkulturnih kompetenc, bi, kot rečeno, jaz sem zagovornica na neki točki sistemskega pristopa, ker enostavno mora biti oboje, ne od zgoraj navzdol, ne od spodaj navzgor. Na takih zavodih gre pravzaprav za nevednost. Torej, preden pridemo do učenja, bi rekla, kulturnih kompetenc, bi jaz, bi rekla, organizirala neka predavanja sploh o ozaveščanju, kaj pomeni Slovenija in kakšna je Slovenija v tem oziru, z vidika priseljevanja, z vidika, ne vem, kakšna je sploh konec koncev slika trenutna, demografska. Zato, ker jaz tukaj vidim, da dejansko gre za neznanje. Tudi meni se je zgodilo, recimo, ko sem jaz vprašala na šoli, ne vem, ali imate morda kakšno prilagojeno hrano za učence priseljence, ki imajo mogoče kakšne specifične, me ravnateljica gleda in v očeh vidim, da ne razume, o čem govorim. Zato, ker dejansko popolnoma umanjka zavedanje o tem, da imajo nekateri prehranske omejitve izvirajoče iz virskih, bi rekla, motivov. In odgovor je bil,
mi zagotovimo polnovredno hranljivo hrano za vse. Torej, v prvi vrsti bi rekla, izobraževanje, to je ta splošna izobrazba, ko sem rekla, ali pomaga široka družboslovna izobrazba, ja, ali doizobraževanje, ja. Pa začnimo z doizobraževanjem, zelo pa rekla bazičnega basic level, sploh kaj pomeni etnična različnost. Ali smo Slovenci res samo Slovenci in potem seveda, ko gremo do neke višje točke, pa gremo na kulturne kompetence. Na hitro, zato da bo mogoče čas še zakaj. Ok, najlepša hvala. Zaenkrat v chat smo dobili samo to vprašanje, ampak povabim pa zdaj vse sodelujoče. Če ima morda kdo še kakšno vprašanje v živo, naj samo pač se unmute, lepo prosim, pa zastavi vprašanje doktorici Mateji Sedmak. Je morda kdo zainteresiran? Jaz bi se oglasila, Sabina Pajcer-Žagar. Hvala za to predstavitev, zelo rada poslušam gospo Sedmakovo. Jaz pa razmišljam z tega pedagoškega vidika, in mogoče ne bi postavila vprašanje, ampak zgolj kot neko tako opombo, v razmislek, da se učitelji zelo posvečamo jeziku, premalo pa dajemo nekih dodatnih informacij, ki se vežejo, bom rekla, teh medkulturnih kompetenc. Mi smo se ravno pred včerajšnjim ob mizi pogovarjali, kaj pomeni biti Slovenec, a sem jaz tudi meni Slovenka, zato ker ne pečem potice, pa zato ker nikoli ne bom šla na Triglav in podobne zadeve. Kaj se pa pri učencih, kaj jaz opažam, da pač jim manjka teh informacij za ne vem, da mi njih razumemo bolje in oni nas, se pravi, kaj pa pomeni biti vljuden, kaj pomeni, ne vem, kdaj nekdo pričakuje, da se ti zahvališ in podobno. Mi jih zelo dobro jezika učimo, Kje pa pridejo tisti konflikti, kdaj nekoga dojamamo kot čudnega, drugačnega in podobno, ravno pri teh medkulturnih kompetencah, In tudi podobno kot Selma Skenderović, sem se tudi jaz v tujini spraševala, kaj z mano narobe, a jaz tudi a nimam oči, pa nos, pa usta, enako, Zakaj me tako dojemajo drugače, če pa odlično govorim ta tuj jezik, ki sem se ga recimo učila, Kaj jaz tukaj drugače delam? Tako da mogoče tukaj se spraševati, in tudi, ko smo se multiplikatorke med sabo pred prazniki delile različne te materiale, sem jaz opažala, da tudi zelo različno dojemamo, ne vem, kaj pa je praznovanje velike noči, kaj je praznovanje, ne vem, Božiča, ker smo hotele predati učencem. No, mogoče samo toliko, če se bo še kjer drug oglasil. Hvala. Ja, če smem, bi mogoče zgolj dodala to, ker jaz potem rada tako, bi rekla, kar ciklično. Zdaj se spet gremo v naslednji krog, bi pa prav opravičila v bistvu vse vzgojitelje in učitelje. Zakaj? Zato, ker verjamem in vem, da enostavno ni časa, ni energije in ni prostora, da bi se ukvarjali še z nadgradnjo, če pa je toliko, bi rekla, časa vzame, čista ta osnova in to je jezik. Tako da spet ni naključje, da je toliko časa in energije posvečenega spet jeziku, ker jezik je pa spet tista čista osnova, ki ne bi jo otrok ne osvojil, zato da bo lahko potem imel vso nadgradnjo. In poleg tega, da učitelji seveda morate posredovati znanja in se morate ukvarjati čez 1000 drugimi stvarmi, enostavno zmanjka časa in energije. In jaz verjamem, da je bilo tukaj potrebno res, bi rekla, taka zelo velika prevetritev našega izobraževalnega sistema na dolgi rok in kurikuluma in tudi načina poučevanja, če bi hoteli vključiti vse te aktualne teme, od bodočega medkulturnega sobivanja do ne vem, kako ekološko v bistvu živeti našo bodočnost, ki bo tudi, bi rekla, izjemno pomembna zadeva, ki jo bomo mogli zapopasti. Hvala za vašo intervencijo. Najlepša hvala. Tlele v sporočilu dobivamo, draga Mateja, hvala za čudovito predavanje. Jaz bi pa zdaj vseeno povabila, da si vzamemo nekaj minutk predaha. Teoretično je bilo 5 minut, ampak v praksi imam jaz zdaj tlele, ocenjujem samo še 2 minuti za 3-4 počepe. Potem pa že sledi naša naslednja sogovornica
in sicer dr. Katica Pevec Samec, Zavoda za šolstvo.